Danes torej smo aktivni na Radiu Maribor. Upam, da ste aktivni tudi vi, da ste pripravljeni, da začnemo z vajami čisto zares. Bodite aktivni z Radiem Maribor. Alen Podgornik je torej z nami iz fitnesa Betnave oziroma Fitnes Pristan. Tiste dva fitnesa, kamor vas tudi mi povabimo, kamor torej delimo tudi kakšne brezplačne mesečne vstopnice, neomejene karte. Naši telefoni zvonijo, tako da kar ustrajite na 420 15 55. Alen, ti si pripravljen, vidimo v polni opremi. Najbrž za začetek je dobro tudi, ne, da smo oblečeni pravilno. Tako, se pravi, oblačila mora biti taka udobna, ponovadi so to trenerke, kratke majice, zdaj poleti kratke hlače. Fajn je biti zraven pripravljen tudi kaj za pit, pa mogoče kako brisačo, da se vrišemo znoj, ker verjetno pričakujemo, da se bomo znojili, ne? Ja, vsaj na začetku zagotovo kar zelo. Zdaj, najbrž ne začnemo kar s prvo vajo, ampak je dobro malce ogreti naše telo. Tako, vedno je, se pravi, priporočamo ogrevanje telesa, ki je po definiciji traja 5 do 7 minut. Se pravi, treba si je najti takšno obremenitev, da v tem času se čelo rahlo spoti, oziroma da nam postane toplo. Zdaj, jaz priporočam, če smo doma, se pravi, mi bomo danes pokazali nekaj vaj, ki jih lahko delate doma. Doma je, se pravi, lahko enostavno za ogrevanje korakamo na mestu, lahko stopamo na kako pručko, če imamo gor, dol, če pa smo mogoče v bloku doma ali pa v hiši v nadstropju, pa lahko recimo enostavno po stopnicah gremo parkrat gor pa dol, pa nam bo zagotovo postalo toplo, ne. Ampak ne prehitro, ne vrše. Tako, to je ogrevanje, ne. To zdaj ni trening, to je zdaj ogrevanje, se pravi priprava telesa na vadbo, ne. Dobro, ko se dobro ogrejemo, je pa že tukaj prva vaja. Tako, prva vaja je vsem dobro znana, počep. Zdaj, počep je lahko marsikomu pretežak, se pravi celotna izvedba počepa, ki je, se pravi, če se stopimo naprej, to zna biti komu pretežka. Zato smo pripravili dve različici, ki sta lažji. Se pravi, prva je, se pravi, da se enostavno na stol sedemo, pa stanemo. Tak, se pravi, malo težja varianta je, se pravi, stopimo malo naprej, damo roke pred ročenje, pa se samo dotikamo stola. Se ne usedemo torej. Se ne usedemo, ne. Se pravi, če nam kdorkoli stol umakne, moramo mi vseeno tukaj ostati, ne. Kar pa ni priporočljivo, ne vrš, ne. Tako. To, se pravi, celo izvedbo pa smo že pokazali, se pravi, pa gremo do konca dol. Roke damo naprej, nam služi malo za ravnotežje. Koliko vaj, koliko ponovitev? Se pravi, za začetek bomo rekli, zdaj prvi teden, da bi to delali 2 seriji po 15 ponovitev lahko. Dobro, na vsak drugi dan torej, ne? Tako. Vsak drugi dan, začnemo s počepi, torej 2x15 ponovitev. Tako. Potem gremo k naslednji vaji. Naslednja vaja je za roke. Se sedemo na stol in, se pravi, se dvignemo. Spustimo. Dvignemo, spustimo. To je lažja izvedba te vaje. Težja, se damo na pete in se spuščamo. Tukaj najbrž kar čutimo mišice na rokah, ne? Ja, kdor lahko to vajo izvaja, je že kar močan, ne? Tako. Tudi tukaj koliko ponovitev? Isto velja 2x po 15, oziroma to rečemo to vaja, ker je malo težja, da rečemo 2x po 10 ponovitev. Torej 2x po 10 ponovitev, koliko vmes premora med prvo in premora drugo? Pa lahko naredimo pol minute, 3/4 minute, se pravi 45 sekund, tudi minuto. Če nekomu ugotovi, da mu je to težko, lahko tudi minuto naredi, ne. Dobro, nadaljujemo z naslednjo vajo. Naslednja vaja je, se pravi, za zadnjo ložo in hrbet bomo delali predklon. Se pravi, lahko delate predklon brez opore. Najbrž pazimo tudi, da je hrbet zravnan, ne? Hrbet mora biti nujno ravn, ja. Tako, če je komu to pretežko, se lahko postavi bliže stolu, mizi, pa se upre z rokami za lažjo izvedbo. To je torej tista lažja različica. Tako. Za tiste, ki mi je pretežko, ponovitev.
Ponovitev to lahko damo isto 2x po 15 ponovitev. 2x15 torej. Tako, naslednja vaja si bom vzel pripomoček, ki ga lahko imate vsi doma, verjetno plastenke imamo od pol litra do liter pa pol, tudi večje. Če kdo rabi večjo obrnitev, lahko vzame vrečo pa jih nekaj naloži noter. Ne? Se pravi, se postavimo v predklon, stegnemo roko, hrbet zravnamo in v bistvu kot da bi enoročno veslali. Torej, tukaj pa je samo odvisno od obremenitve, od teže, ki jo imamo na roki. Tako, to se dobre vaje za te zgornje hrbtne mišice. Ponovitev enako? 2x po 15 za prvi teden. 2x15 za prvi teden, vsak drugi dan, enkrat na dan je čisto dovolj, če začnemo. Tako. Dobro, koliko pijemo vmes, je potrebno kaj vnesti tekočine? V bistvu po želji, po občutku. Zdaj, nek večji človek gre več tekočine kot pa en droben. Ne? Dobro, naslednji vaj gre Alen. Naslednja vaja so pa skleci. Se pravi, sklec je tudi taka vaja, ki je marsikomu pretežka za izvedbo v tisti končni izvedbi. Zato bomo pokazali tisto najlažje oziroma postopno težavnost. Lahko se damo na steno, trup je ravn, trebušne mišice so napete in se spuščamo k steni. Je pa dobro, da imamo takšno podlago, da nam ne drsi, ne? Tako. To je najlažja izvedba. Zdaj, kot manjšamo, je teže postaja. Bolj lahko naslednja izvedba se pravi na mizo ali na stol. Boljše je, da je miza oziroma da je nekaj prislonjene k steni, da nam ne zdrsi. Ne? Da je bolj stabilno, ja. Tako. To je že torej malce težja stopnja, ne, samih sklecov. Tako. Oziroma sklec. Tako. Vedno je trebuh napet. Naslednja končna izvedba je pa na tleh. Oziroma, še imamo tu eno zmesno, lahko na kolenih. Gremo, ta je še lažja. To so nekoč dajali ženske sklece? Ja, ampak zdaj ne smemo več žensk označiti za manj vredne, ne? Se pravi, ja, to so zdaj sklece na kolenih. Ne? Sklece na kolenih, torej. Končna izvedba. Ja. Se pravi, dvignemo kolena stal in smo na konicah prstov. Koliko ponovitev imamo tukaj? Tukaj lahko enako 2x po 15 ponovitev. 2x15. Še nekaj vaj nam je ostalo, nismo še končali, ne, še dobro smo zaštartali. Tako, se pravi, ostanemo na tleh, naredimo dvig bokov, tako imenovan most. Se vležemo in dvigujemo boke, stisnemo zadnjico, kolena so pokrčena in dvigujemo. Upam, da telovadite z nami. Če nas samo poslušate, naj povem, da nas lahko spremljate, torej tudi na Facebook profilu v živo. Kmalu pa seveda vse vaje tudi posnete na naši spletni strani, da boste lahko delali to telovadbo morda zvečer ali ko pridete iz službe. Tukaj imamo ponovitev enako. Tako, 2x po 15 ponovitev. Tukaj ni najbrž težje, lažje ne, tukaj ne. Opcije. Ni. Tu samo koliko uspejo dvigniti boke gor. Torej, čim bolj gor, v glavnem. Više kot dvignemo, teže je, ne? To lepo dela. Zadnja loža pa rit je treba stisniti. Dobro, naslednja vaja ali? Naslednja vaja pa imamo trebušnjake. To je tisto, kar smo že predajali. Se pravi, to, kaj smo delali v šoli, kaj nam je vsem poznano, to je vaja za upogib kolka. Trebušne mišice delajo, ko se mi zvijamo v klopčič. Torej ne dvignemo do konca. Ne, gor ne. Se pravi, križ mora biti vedno na tleh. Medenico zasučemo nazaj, zgornji del se zvijemo v klopčič. Se pravi, ti dve točki potrebno spraviti čim bolj skupaj. Ja? Zdaj imamo težja različica, so roke zadaj, lažja različica so roke na prsih. In še lažja različica se lahko vležemo nazaj na tla, podložimo glavo na tla, pa novo ponovitev naredimo. Lahko pa lopatice obdržimo v zraku. To je težja različica. Koliko ponovitev je pri tej vaji? 2x po 15. 2x15. Tako. In potem še imamo zadnjo vajo. To so pa hrbtne mišice. Vaja za hrbtne mišice. In sicer, zdaj nekateri imajo, ja, stol malce umaknemo, da se bomo bolje videli in da bo tudi lažje šlo. Še zadnja vaja za vse tiste, ki delate z nami, da ne bo pretežko, da ne boste mislili, koliko nas še čaka vaj. Ja. Marsikdo ima težavo pri gibljivosti, da roke spravi v ležečem položaju pred sebe. Kdor te težave nima,
lahko izvaja vajo za hrbtne mišice tako, da sočasno dvigne roke, noge. Če je ta vaja pretežka, delamo izmenično, se pravi desna roka, leva noga in obratno. Tako, tisti, ki imajo pa težave z gibljivostjo, se postavijo v ta položaj in v tem položaju izmenično stegujejo roko in desno roko, levo nogo. Poskušamo čim bolj stegniti najbrž, ne? Tako. Tudi tukaj imamo koliko ponovitev? 2x po 15, oziroma za vsako, oziroma rečemo 2x po 10 za vsako stran. Za vsako stran, tako. Za vsako stran. Na koncu najbrž še je dobro malce raztegniti naše telo. Ja, zato obstajajo tudi posebne vaje, ki jih bomo v enih naslednjih oddajah predstavili, ker zahtevajo spet eno tako razlago. Ampak za vse tiste, ki s tem zaključijo, kaj je najbolje zdaj narediti po koncu vadbe? Najboljše se pravi raztegniti to, kar pač zaenkrat poznajo. Vajam, se pravi, vse tiste, načeloma tiste mišice, ki so bile prevenjene, bi mogle biti tudi na koncu rahlo raztegnjene. Zdaj mi smo probali zajeti celo telo, kar pomeni, da bi mogli celo telo raztegniti. Tako. Dobro, torej kot sva dejala, ponovitve bodo na naši spletni strani. Vsaki drugi dan za začetek je dobro, da naredimo te vaje. Težnostno stopnjo si prilagajamo sami, glede na našo fizično pripravljenost. Po koncu vaje nekaj popijemo. Tako. In zdaj, če smo naredili fajn trening, lahko tudi s čim pregrešimo. Ne? Tiste pregrehe, ki se veljajo za prepovedane v zdravi prehrani, ne? Si jih lahko privoščimo po treningu, če si jih moramo že privoščiti. Ne? Dobro. Takrat je najboljši čas za pregrehe. Odlično. Alen, hvala ti za danes. Naslednji torek bomo znova skupaj. Nova kopica vaj prihaja, nove vaje. Vi pa seveda, kot rečeno, če ste z nami samo zdaj radijsko, kmalu tudi na naši spletni strani posnetek vseh vaj, da jih boste lahko delali doma, kadarkoli boste želeli, in pa seveda tudi celoten urnik vaj, kako, koliko ponovitev. Vsak torek zjutraj pa torej v živo ob 8:30, ko smo aktivni. Alen, hvala in se vidim na fitnessu. Hvala tudi vam. Bodite aktivni z Radiem Maribor.